lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj moramo seveda povedati, da zobozdravstvene ambulante so v trenutnih pogojih eno izmed najbolj nevarnih delovišč za okužbo s koronavirusom oziroma s prenosom le-te. Delujemo pod posebnimi protokoli, kateri so bili usklajeni med Odborom za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije, med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, razširjenim strokovnim kolegijem za stomatologijo in Ministrstvom za zdravje. In seveda, tako kot ste omenila, ker delujem v šolski zobni ambulanti, se bomo osredotočili na to populacijo. Zdaj, če se spomnimo, kmalu po začetku šolskega leta 2020-2021, so se šole zaprle in se je prešlo na izobraževanje na daljavo. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki pod okriljem stomatološke sekcije za Slovenskega zdravniškega društva poteka že 37 let na skoraj vseh osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami po Sloveniji, se je ustavilo. Preventivne sestre so bile prerazporejene v domove za starejše občane, na jemanje brisov, ob prihodu cepiv pa še na cepilna mesta. Zobna preventiva se je tako skorajda zaustavila. Kaj opažamo? Šolski zobozdravniki opažamo znatno poslabšanje ustne higiene pri šolarjih in s tem seveda posledično večje število karioznih zob in vnetja dlesni. Med šolanjem na daljavo jih je verjetno veliko pozabilo na redno, pravilno in natančno ščetkanje zob. Verjetno so šolarji malce dlje spali, se zbudili tik pred začetkom pouka na Zoomu in ni bilo časa za umivanje zob. Ne smemo pa seveda tudi pozabiti, da je tudi hladilnik s pijačo bil lažje dosegljiv doma in seveda tudi predal s prigrizki se je pridno praznil. Vsi seveda upamo, da se bodo zadeve počasi umirile in se bomo lahko vrnili v naše ustaljene tirnice, da bodo preventivne sestre lahko ponovno pričele s preventivnimi programi, da bomo ponovno zagnali tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani in da se bo izboljšala dostopnost do zobozdravstvenih ambulant. Kaj pa lahko storimo do takrat? Umivamo si zobe vsaj 3 minute, vsaj 2-krat na dan, še bolje 3-krat. Ščetkajmo od rdečega k belemu, ne pozabimo na grizne ploske zob, uporabljamo mehke zobne ščetke in zobne paste s fluoridi. In če želimo, da le-ti učinkujejo, po koncu ščetkanja vsebino ust samo izpljunemo in usta ne izpiramo z vodo. Ne pozabimo tudi na zobno nitko, saj z njo dosežemo medzobne prostore, kamor ščetka ne seže, pa tudi ustna voda naj nam bo v pomoč, a le kot pripomoček, ne kot nadomestek ščetkanja. Omejimo uživanje sladkarij in pijmo vodo iz pipe. Voda iz pipe je sveža, odžeja, ne onesnažuje okolja in kot taki, ko smo v Sloveniji, imamo srečo, da so naši vodni viri v samem evropskem kakovostnem vrhu. Smo pa letos na stomatološki sekciji Slovenskega zdravniškega društva v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na pobudo Mednarodnega združenja zobozdravnikov za letošnji Svetovni dan ustnega zdravja, tako imenovani World Health Day 2021, pripravili poster, katerega ste dobili v press-kitu, sedaj ga imam tudi tukaj, tudi na spletni strani stomatološke sekcije je dosegljiv, ga lahko z največjim veseljem delite naokoli. Na koncu naj pa podam še čisto svežo informacijo. Usmeritve zobozdravstvene preventive v trenutnih razmerah bomo skupaj z sekcijo zobozdravstveno vzgojo pri Zbornici zdravstvene nege in s predstojnikom Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, gospodom Radivojem Pribakovičem Prinovcem, skušali čim prej uskladiti in postaviti temelje za čim hitrejši ponovni začetek zobozdravstvenih preventivnih programov. Vsem nam pa seveda želim čim manj težav z ustnim zdravjem, hiter povratek v ritem življenja, kakršnega smo poznali pred 2 letoma in ostanimo zdravi.